Na področju kulture lahko rečem, da se deli naše delo, se je delilo na dva dela, torej na tisti dejansko delovni okvir, ki ga nam nalaga Evropska unija oziroma samo predsedovanje in pa promocijski del, ki je bil v sklopu Ministrstva za kulturo poverjen, to je, da smo skušali saj za nekaterimi zadevami predstaviti ustrezno v tem obdobju samo Republiko Slovenijo. Vse to, kar sem na začetku povedal, vsa ta srečanja, vsi ti odbori, vsa predsedovanja neposredno, da tako rečem, so seveda botrovala določenemu izdelku, rezultatu in dovolite, da jih nekaj seveda naštejem. Predvsem bi najprej omenil, da je bilo na Evropskem svetu ministrov potrjen v okviru področja kulture, seveda delovni načrt za 3-letno obdobje od 2008 do 2010. V to je bilo vloženo veliko energije, gre za delovni načrt za kulturo za 3 leta in v njem so bile seveda določene prioritete. Gre za prioritete, ki jih bodo morali izpeljati v naslednjih 3 letih. To je izboljšanje pogojev za mobilnost umetnikov in ostalih seveda, ki delujejo na področju kulture. To je promocija dostopnosti do kulture, še zlasti v povezavi s kulturno dediščino, potem v zvezi z večjezičnostjo, potem digitalizacijo, kulturnim turizmom, izobraževanjem umetnikov. Potem je delovni načrt med prioritete upeljal poleg teh, ki sem jih naštel, razvoj statistik in metodologij za izboljšanje primerljivost kulturnega sektorja, torej gre za evropski projekt, velik, ki ne bi statistično moral bo izpeljati pravzaprav enotno metodologijo, po katerih bodo lahko seveda merili, izmerili in seveda na podlagi tega tudi oblikovali določene programske vsebine in projekte. Gre tudi za v tem delovnem načrtu prioriteto izboljšanja potencijala kulture in kulturnih industrij v povezavi z malimi in srednjimi podjetji. To je seveda pomembna stvar v smislu povezovanja javnega in zasebnega sektorja. In v delovnem načrtu je tudi kot prioriteta promocija in pa uresničitev UNESCO-ve konvencije o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov. To je tudi eden od velikih projektov, seveda ali pa nalog, ki se odvijajo tudi na UNESCO samem. Slovenija se je kot prva predsedujoča, to velja omeniti, preizkusila tudi v vodenju dela na področju kulture na podlagi tako imenovane odprte metode usklajevanja. To gre za metodo, v katero se vključuje civilna družba v postopke sprejemanja odločitev, torej na področjih tega delovnega načrta. Potem bi omenil seveda kot drugo stvar v okviru našega predsedovanja in v zvezi z svetom ministrov, kjer smo sprejeli delovni načrt, sprejeli smo tudi sklepe sveta o medkulturnih kompetencah. Torej, gre za to, da smo v letu 2008 logično posebno pozornost posvetili medkulturnemu dialogu in pa uresničitvi njegovih vsebin. In seveda ti sklepi o medkulturnih kompetencah so podlage za to, da se seveda tudi ta medkulturni dialog razvija seveda tudi po letu 2008 in gre za sklepe, ki bodo torej podlaga za to, da bodo različne družbene skupine imele večje možnosti za razvoj, torej sposobnosti medkulturnega seveda komuniciranja, da tako rečem preprosto povedano. Dogovorjeno je, da bo v okviru tudi evropskih razpisov, že obstoječih evropskih razpisov, se dalo projektom, ki razvijajo medkulturni dialog, seveda večjo pozornost, večjo vrednost. Ob tem bi rad še omenil torej to, da je uspelo prvič v tem ne našem obdobju, ampak sploh obdobju, da se je seveda zbral tudi
prvič medresorsko se je povezal, je prišlo do medresorske povezave med odbor, torej da so se povezali odbor za kulturo, seveda, in pa mladino in pa šolstvo, izobraževanje. Torej, to se je prvič zgodilo, da so trije odbori dejansko v Evropski uniji skupaj seveda se usedli, skupaj oblikovali te sklepe o medkulturnih kompetencah, kar je se pokazalo pravzaprav kot nekaj izredno uporabnega, pametnega, ker ponavadi delajo te različni odbori vsak posebej in ker je to ena mašinerija, da tako rečem, velikokrat delajo morda tudi iste vsebine ali pa različne mimo drugega. Sedaj se prvič so se povezali te tri odbori evropski in pripeljali do sklepov seveda prav o teh medkulturnih kompetencah, kar se je bilo tudi posebej opaženo, da so se prvič zbrali te odbori skupaj in dejansko dali od sebe določen rezultat. Druga stvar, ki se nam je zdela zelo pomembna, poleg tega, kar smo dosegli, da tako rečem, na samem svetu, torej poleg tega delovnega programa triletnega, poleg sklepov sveta o medkulturnih kompetencah, pa je to, da je uspel pravzaprav, po mojem mnenju, torej pa po mnenju tudi drugih, pomemben korak, da se je vključila kultura v Lizbonsko strategijo in v letošnjem marcu sta tako kultura in ustvarjalnost končno dobili mesto tudi v sklepih predsedstva Evropskega sveta. To je tisti seveda svet, kateremu predsedujejo pa premijeji. In dejansko se je kultura seveda prvič vključila v to Lizbonsko strategijo in pomeni, da je dobila na tako visoki ravni potrditev kot razvojni dejavnik, torej kultura kot razvojni dejavnik. To pomeni, da se je prepoznalo kulturo pravzaprav kot tisto nosilko, ki vodi k razvoju. To pomeni, da posledično se bo tudi v kulturo seveda več vlagalo in da se bo razvijal seveda tudi ta javno-zasebni odnos, kar se nam zdi ena od velikih priložnosti, ne samo za kulturo pri nas, ampak logično za kulturo v celi Evropi. Drug pomemben dogodek, da tako rečem, ki je bil organiziran tudi z seveda slovenske strani, predvsem je pa prostor in pa ostalo organizacijsko celo strukturo ponudil grški kolega, vodila sva skupaj pa potem v Atenah pomembno pomembno konferenco, to je tako imenovani Euromed, Euromediteranska konferenca, ki je seveda pomenila kar precejšen prelom v dosedanjem razumevanju evromediteranskega prostora. To pomeni, da so evropske države in pa tiste, ki mejijo na sredozemlje, na sredozemski prostor, torej severnoafriške in malo azijske, seveda sodelovali na tej veliki konferenci. Tu je bila izredno 38 delegacij, izredno veliko ministrov, in to se je zgodilo prvič po 10 letih in dejansko se je sprejel obsežen dokument, zaključki, ki so po oceni vseh seveda izredno pomembni. Gre za to, da so podprli ministri Evrosredozemsko strategijo za kulturo, ki zajema seveda sodelovanje na področju dialoge med kulturami in kulturno politiko. Pomembno je, da se je v ta dokument vneslo mlade, torej vključuje ta dokument mlade in ženske, upošteva se manjšine in vgradilo se je v ta dokument tudi tiste pomembne vsebinske stvari, s katerimi so seveda v nekaterih deželah tega evromediteranskega prostora seveda tudi določene težave, vendar v ta dokument so prvič prišle, torej govorim o besedah demokracija, človekovih pravicah, o temeljnih sloboščinah, o vlogi civilne družbe, tako da je ta evromediteranska konferenca velja za kar precej uspešno
in, kot sem rekel, prvič po 10 letih se v evromediteranskem prostoru so 39 delegacij govorilo o področju kulture in seveda medkulturnega dialoga.